Jaz mislim, da je to zelo pomembno z vidika mene kot Slovenca in vseh Slovencev, da lahko sami sodelujemo in sooblikujemo ta program. Res, da recimo program ni veliko čisto točno napisan za vsake posamezne dejavnosti posebej, ampak jaz mislim, da se z tega programa lahko dosti naučimo in lahko bi rekel te povzetke, ki bodo seveda prihodna vlada, ki bo, in seveda bo mogla ta program absolutno upoštevati, če ne bomo prišli po poti Grčije. Poglejte, program je dosti široko zastavljen, se dotika skoraj vseh segmentov gospodarstva. Težko je zdaj reči točno, kaj manjka. Meni se zdi, recimo, mogoče nekaj v programi, ampak ta zadeva, da se vsaka vlada omeji, se pravi, da bi omejili 45% zadolžitev maksimalno, da bi bila slovenska država tega BDP-ja zadolžena. In to bi bilo v bistvu prvi korak, ki ga moramo v bistvu sprejeti, kljub temu, da bo treba za tega spremeniti seveda Ustavo Republike Slovenije. In se pravi, iz tega ven se bo potem vse poteglo. Glejte, mi lahko zdaj, kjerkoli oblast bo prišla, seveda bo mogla priti letno 2% zmanjšanje javne uprave. Nezaposlenost se še zdaj povečuje. Potem se bo soočila s socialno problematiko, soočila se bo z zdravstveno problematiko, soočila se bo s prazno pokojninsko blagajno. Tako da mi bomo mogli vsi skupaj, predvsem mi mladi, bomo mogli skupaj stopiti in se zavedati, da bomo le s skupnimi močmi lahko državo odpeljali izven voza Grčije. Ta plačilna nedisciplina je blazen problem, likvidnostni krč pri našem podjetju se tudi že kaže. Denarja ni več v obtoku, se pravi, jaz imam neke neplačnike in vsi mi ponujajo nazaj storitev. Se pravi, dajte vi meni nekaj, pa vi od mene nekaj vzemite, pa bi kompenzirali. Sam veste, tako ne gre. Jaz moram dati vsak mesec 10. do 15. plačo, mi moramo plačati davek, mi moramo plačati zdravstveno, pokojninsko zavarovanje in seveda država mora od tega nekaj imeti. In jaz pravim, da država je od leta 2008 do 2012 ravno v tem segmentu zaspala. Nismo šli naprej, kaže se, da ne sledimo drugim evropskim državam, ki so šle iz te recesije kakor toliko mirno, na mir način in so že v pozitivnem gospodarski rasti. Moram povedati, da prihajam iz Zasavja, imamo dosti hujše likvidnostne težave, celotna podjetja, ker morate vedeti, da je v Trbovljah 16,4% brezposelnost, tako da jaz poznam socialno problematiko veliko, ljudje so v hudi krizi, mislim, da ratujemo spalno naselje, mladi hodijo ven po Ljubljanah, po drugih službah, celo iz Slovenije se želijo izseliti. Jaz mislim, da je potrebno na te prihodne volitve, ko bojo, da se bodo ljudje odločili, da se vrne pozitivni duh, da se bojo mladi vedeli, zakaj se učijo, da bojo rad hodili v šole in da bojo potem dobili tudi zaposlitev. Mi se sicer pripravljamo se, mi vedno smo korak naprej, ker skušamo podjetje pripravljati še na kakšno, mogoče še celo hujšo recesijo, kot jo predvidevajo ta vlada. Jaz predlagam, mi smo rekli vedno, da stroške seveda klestiti, ne na račun tega, da so seveda ljudje brezposelni in moramo oživeti investicije. Ključni uspeh gospodarstva je, da oživimo investicije, kajti če bodo imeli ljudje delo, brezposelnost bo manjša, aktivno prebivalstvo bo več, pokojninska blagajna se bo polnila in ta cel vlak se bo lahko odpeljal naprej. Tako da jaz se blazno zastrašujoč podatek je, ko v rebalansi in tej proračunu, ko ga državna oziroma vlada predstavlja, da investicije klestijo. To je v bistvu celoten problem tega gospodarstva. Mi moramo gospodarstvo nazaj oživeti, tako kot je bilo med 2004 in 2008. Takrat je bilo gospodarstvo, je v rasti in se je kazalo tudi, pa zdi se mi, da med podjetniku ni take sproščenosti. Vidi se, da je, nekaj v zraku, da so vsi malo zamorjeni, niti ko grejo ljudje na dopuste, v dopustih ne uživajo, ker imajo skozi skrbi, ali bojo lahko plačali račune, ali bojo lahko delavcem dali plače. Tako da tu je, recimo, z našega vidika in tudi gospodarskega vidika velik problem. To vlado nihče več ne jemuje resno, če imaš ti pri anketah 20% podporo, jaz ne vem, kdo jih sploh še podpira. Jaz mislim, da skoraj škoda komentirati, ker kakšenkoli ukrep, ki so ga predlagali ali naredili, mislim, da se je na koncu izjalovil in je na koncu bilo v bistvu še več stroškov, če jih ne bi več ukrepa. Tako da jaz bi predlagal, da se čim prej skupaj usedejo, naredijo predčasne volitve in se potem neka koalicija, ki se bo nastala, pač naredi nek nov voz in naredi neko novo politiko.
Slovenija seveda bi se Evropi lahko približala tako, da bi recimo nagradila, kot sem že malo hotel omeniti, podjetja, ki redno plačujemo, bi rekel, vse te dajatve, zdravstvene, pokojninske, DDV-je, dohodnine, vse to redno plačujemo in jaz mislim, da bi mogli tako kot imajo, bi rekel, v Avstriji oziroma v Nemčiji, imajo, bi rekel, neko, kako bi rekel, refundacijo teh sredstev, ki jih lahko seveda damo potem naprej v razvoj in investicije. In le tako bomo v bistvu vsa podjetja, ki se enkrat jaz moram povedati, še vedno delamo z dobičkom, da bomo lahko ta dobiček, bi rekel, prenesli ne bi rekel, žepe drugih, tako kot so te davčne oaze, ampak da jih damo v razvoj, v investicije, tako da se skozi nekaj v Sloveniji dogaja. Jaz sem kot direktor, bi rekel, hčerinske družbe te rudnika Trbovlje Hrastnik, ki se ukvarjamo predvsem z nepremičninami, imamo letno rast 10%. Vsako leto skrbimo, da se skozi podjetje razvija, da ne spimo, zato da so v bistvu, bi rekel, finančno, pustimo likvidnost, prihodkovno in odhodkovno, kar se tiče stroškovnih zadev, ni toliko recesija prizadela, seveda likvidnost je pa druga zadeva. Mi se moramo primerjati z Nemčijo. Nemčija, vidite, kako je, Nemčija je bila porušena 45 leta, pa je še vedno gonilna velesila čez 60-70 let. Tako da jaz ne vem, Slovenija ima vse. Lahko bi bila Švica, imamo Alpe, imamo morje, imamo vse, kar bi lahko. Sam imamo večinoma očitno te tajkune, ki so to Slovenijo spravili v tak krč, da so ljudje, oziroma ti, ki niso krivi, se čutijo, bi rekel, manj vredni, užaloščeni, nobenega veselja ni več. Tako da tu se jaz bojim za Slovenijo, da jaz upam, da se bo v prihodnosti to spremenilo. Jaz upam, da predvsem pozivam tukaj mlade, da bi najdli neko skupno točko, da, kot sem že prej povedal, da se moramo biti pozitivno razmišljati in da se pač tudi na prihodnjih volitvah odločijo, da za politiko, ki bo konsenzualna in ki bo pač poslušala predvsem mlade in da bomo tudi mi lahko šli mirno v pokoj in uživali, bi rekel, tiste, kar plačujemo redno, davke in vse skupaj, da bomo lahko penzijo v miru uživali.